Ko se torej danes spominjamo vseh tistih pokojnih, za katere verjamemo, zaupamo, da so dosegli polnost večnega življenja pri Bogu in bomo jutri molili tudi za vse tiste, ki so še na poti očiščevanja, se mi, ki smo še tukaj, ne moremo izogniti vprašanju ali pa vsaj preverjanju, ali hodim na tak način skozi to življenje, da bom prišel tja, kamor si želim, da bom prišel tja, kamor hrepeni priti moje srce. In ob spraševanju nam Božja beseda vedno lahko doda dodaten navdih ali pa nam pomaga pomisliti še na kakšno stvar, na katero morda še nismo pomislili. 3 kratke točke ob današnji Božji besedi. Evangeljski odlomek je iz začetka Jezusovega govora na gori, kot ga predstavi evangelist Matej. Slišali smo predvsem blagre. In že v teh blagrih, ko Jezus govori blagor vam, lahko opazimo, da Jezus blagruje tiste ljudi ali pa tiste skupine ljudi, ki v naših očeh običajno ne izgledajo, da so kakorkoli blagrovane, se nam zdijo morda celo obratno, da so kvečjemu tiste, ki so najbolj nesrečne, tiste, ki so najbolj kaznovane, tiste, ki so najbolj preklete. Tisto, kar se nam zdi vredno, je namreč nekje drugje. Naša vrednote so velikokrat nekdo, ki je močen, nekdo, ki je bogat, nekdo, ki je slaven, nekdo, ki je vpliven. In to, da Jezus blagruje uboge v duhu, krotke, žalostne, lačne in žejne pravice, usmiljene, čiste v srcu in miroljubne, da Jezus blagruje vse tiste, ki so zaradi pravice preganjeni, nam, če hočemo ali pa če nočemo, pred oči prinese pravzaprav zelo težko odločitev. Nekdo se tukaj moti, oboje ne more biti veljavno. Ali se moti Jezus, ali pa se moti ta svet. In ko premišljujemo o tem, kam želimo priti, morda še toliko bolj, kako želimo priti tja, je dobro, da se vedno znova pustimo Božji besedi tudi presenetiti, da nas tudi pretrese, da nas tudi izpraša, zato da mogoče lahko odpremo oči, pa še kaj spremenimo, pa še našo smer prilagodimo, da se ne bo ob koncu življenja zgodilo, da bomo presenečeni nad tem, kam smo prišli, kaj je bila naša končna destinacija. Kot pravi en modrec, nihče ne pride slučajno v pekel in nihče ne pride mimogrede v nebesa. To je odvisno od poti, po kateri hodimo, in je odvisno od načina, na katerega hodimo po tej poti, pravzaprav vse naše življenje. Drug poudarek, ki se mi zdi pomemben, je to, da to Jezusovo učenje, da to ni mišljeno kot še en dodaten nabor zapovedi in navodil in pravil, kot ena nova postava, ki je ljudje ne bomo mogli izpolniti, ki je ljudje ne bomo mogli živeti in bo, tako kot je za Izraelce postava stare zaveze, pomenila predvsem eno breme in predvsem to, da ugotavljamo, da smo pač grešni, ker nikoli vseh zapovedi ne moremo izpolniti. To, kar prebiramo v Novi zavezi, predvsem v evangelijih, je dobra novica. Jezus sam, ko uči, kako iti skozi življenje, je pravzaprav tisti, ki te besede tudi sam uresničuje. In nimamo več enih praznih besed, ene trde postave, trde črke, ampak imamo pravzaprav v Jezusu tudi že zgled, kako se to dobro novico uresniči, kako se živi, da človek lahko v polnosti
prevzame to obličje Božjega otroka, Božjega sina ali hčerke. Kako Bog gleda na vse skupaj in kaj je tisto, kar je pravzaprav v življenju najbolj pomembno. Pa ne samo to, Jezus, ki je te besede, to učenje uresničeval, nam zdaj vsem obljublja svojega duha, da bi lahko tudi mi hodili tako, kot je hodil on, da bi tudi mi lahko prišli tja, kjer je on že zdaj. Nismo torej prepuščeni samim sebi in če smo dobro bili pozorni na prvo berilo, tistih 144 tisoč, ki stoji pred Božjim prestolom v belih oblačilih, kako so dobili ta bela oblačila? Odgovor je, to so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti in so svoje oblačila oprali ter jih očistili z jagnjetovo krvjo, s krvjo Jezusa Kristusa. Jezus je torej tisti, ki je za nas samega sebe že daroval in nam dal možnost in nam odprl pot. Je pa na nas, da ta dar vedno znova sprejmemo, ga vzamemo resno in potem v skladu z njim tudi živimo. In tretji poudarek, ki se mi zdi pomemben, je poudarek, da to vabilo ni samo za izbrane, ni samo za nekatere, ampak je za nas vse. Včasih se zdi, svetniki so neki nadljudje, super ljudje in potem smo tu še mi vsi, ki smo običajni ljudje. Ampak, če se resno zamislimo v to, kar nam današnji praznik sporoča, lahko hitro ugotovimo, da pravzaprav vsak, ki je v nebesih, ki je dosegel polnost večnega gledanja Boga in nebeške gostije, tak je že svetnik, tak človek je že svet. In to, kot rečeno, ni rezerviramo samo za nekatere izbrance, ampak smo vsi poklicani k temu. Bog si za vsakega od nas želi, da ob koncu zemeljskega življenja pridemo nazaj k njemu. In če bo kdorkoli od nas manjkal, v nebesih ne bo polne sreče, ker nekdo ga bo sigurno tega pogrešal, ki manjka. Če ne drugi, ga bo pogrešal Bog, ki je oče in ki ljubi vse svoje otroke. Zato tudi za nas velja, da naj vzamemo resno to vabilo, da naj vzamemo resno Jezusovo dobro novico, da naj vzamemo resno dar Svetega Duha in njegove daritve, vse to, kar nam on ponuja, da bi lahko, kot rečeno, hodili skozi to življenje kot svobodni, zavedajoč se, da smo ljubljeni, kot smo lepo slišali tudi v drugem berilu, zapiše apostol Janez, poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal Oče, da se imenujemo in da smo Božji otroci. Da bi bila to naša drža, da bi bilo to naše zavedanje, da bi bilo to naše vodilo, da bi lahko skupaj kot občestvo, kot bratje in sestre hodili po poti tega zemeljskega življenja na ta način, da bomo vsi dosegli tudi polnost večnega življenja in večnega veselja pri Bogu. Vas